Spoštovane dame in gospodje, prisrčno pozdravljeni ponovno v studiu televizije Exodus. Z nami je poseben gost, pastor Izak, in veliko veselje mi je, da ga mu bomo lahko postavili nekaj vprašanj in nam bo marsikaj zanimivega povedal od svoje življenjske izkušnje in življenja cerkve na Kitajskem. Grüß Gott. Bog daj. Du bist also der Sohn. Ti si torej sin nebeškega človeka. Ist das eine Je biti to lahka ali težka vloga? oder eine schwere? Viele haben nämlich das Buch. Mnogi so namreč prebrali knjigo z naslovom Nebeški državljan, tako v hrvaščini kot angleščini. Sprache und jetzt erzähl mal. In te prosim, da nam pripoveduješ svojo zgodbo. Es ist nicht einfach, solch einen Vater. Ni preprosto imeti takšnega očeta. Ich muss auch lernen, Zmeraj znova se moram učiti, da ne bi več stal v njegovi senci, temveč da postanem samostojen, da postanem lastna osebnost. eigene Persönlichkeit werden. Und Na poroko mojih staršev meine Eltern so med praznovanjem als prišli gefeiert policisti haben, waren die Polizisten da. in so odpeljali očeta. Die haben meinen Vater mitgenommen. Tedaj je moj oče molil: Damals hat mein Bog Vater rad bi dobil dečka, ne deklice. Zakaj? also kein Mädchen. Ker bi naj ta fant kasneje pridigal evangelij. Auch das Evangelium V starih časih je na Kitajskem bilo tako, da ženske niso pridigale. nicht predigen sollen. Aber Toda jetzt sedaj v tem času je na Kitajskem normalno, da tudi ženske pridigajo evangelij in smejo poučevati. Und als meine Ko je moja mama bila z menoj v 7. mesecu nosečnosti, so k nam domov spet prišli policaji in so rekli moji mami, da mora tega otroka odpraviti. In to zato, ker je njegov oče pridigar in zato ne sme dobiti otrok. In datum, ko bi morala narediti splav, je bil določen. 3 dni kasneje bi naj moja mama odšla v bolnišnico in si pustila narediti splav. Moja mama pa je začela moliti: O Bog, ti si mi podaril tega otroka, prosim, ne pusti, da bi ta otrok moral umreti. Če bo ta otrok lahko prišel na svet, bom tebi posvetila njegovo življenje. Bog je živi Bog, ne kot denimo Buda, ki je umrl in ostal mrtev, ali mnoge druge osebnosti, ki so umrle in se lahko na tem svetu najde njihove kosti. immer noch zu befinden sind hier auf der Welt. Und Jezus Kristus pa je živi Bog. lebendige Gott. On je uslišal molitev moje mame. Na dan, ko bi morala narediti splav, sem se doma rodil. Wurde ich zu Hause zur Welt geboren. Und In Bogu sem zelo hvaležen, da mi je podaril življenje. Leben geschenkt hat. Und Šele pri 4 letih sem na to spoznal svojega očeta. erstmal mein Vater kennengelernt. Und mit Pri 8 letih sem bil krščen, getauft. in to po zimi v reki in sredi noči. Bilo je precej mrzlo. Kalt gewesen. Kitajska je komunistična država, kot je bila tudi Slovenija. Slowenien gewesen. In policisti poskušajo podnevi preganjati kristjane. Verfolgen. Also tagsüber. Toda po noči tudi oni potrebujejo spanje. Zato pravijo starejši v moji domovini: ko gredo policisti počivat, pa opravljamo mi svoje delo. Wir unsere Arbeit. So Tako sem torej bil z 8 leti krščen, getauft. Mit pri 10 letih pa me je moj oče začel poučevati. angefangen, mich zu schulen. Rekel mi je, da bi se naj na pamet naučil svetopismo, poglavje za poglavjem. Kapitel für Kapitel. In ker nekega dne poglavij nisem znal na pamet, mi je oče rekel, da se naj začnem postiti. Also fast Teda je to zame majhnega otroka pomenilo, da ne bo ničesar za jesti. nichts zum Essen. In tako sem se pod tem pritiskom na pamet naučil svetopismo. Auswendig gelernt. Mit 10 Jahre alt Pri 10 letih sem v sanjah dobil vizijo, sliko. eine Bild gesehen oder Videl eine sem, Vision oder ein Traum. da se je z neba spustil name Božji Das Feuer ogenj. Gottes ist vom Himmel her abgekommen auf mein In od tedaj v srcu vem čisto natančno: Bog me bo potreboval, uporabil. Nato sem 11-leten začel pridigati. Moj oče mi je rekel: Izak,
moj otrok, dovolj svetega pisma si se naučil na pamet in če tega ne boš dal naprej, ti nič ne koristi. Prosim, daj to znanje naprej. In potem sem bil poslan v neko malo vas. In ko sem prišel v to vas, je prišel k meni duhovnik, pastor, in mi je rekel: Izak, ti boš ta večer pridigal. In tako sem z 11 leti začel pridigati, pa vse do danes. Ko sem bil star 12 let, sem 2 leti živel na cesti, ker sta oba moja starša bila aretirana, ker nista hotela zatajiti Jezusovega imena in tega tudi na papirju nista hotela podpisati, namreč, da več ne verujeta v Jezusa in da ne boste več pridigala o Božji ljubezni, in zaradi tega sta bila zmeraj znova zaprta. Oče je bil vsega skupaj 14 let v zaporu. Toda zelo sem hvaležen, da je moj oče ostal zvest svoji veri, nikoli ni zatajil Boga. In to mi je tudi dalo veliko, veliko poguma. Ker si tudi sam pri sebi pogosto reče, te vere si nisem sam izmislil, temveč Bog me je prvi ljubil. Še preden sem postal grešnik, me je Bog izvolil in me umil svojo dragoceno krvjo. Do danes so se mnoge stvari spremenile, tudi Kitajska se je spremenila, v gospodarstvu, v načinu razmišljanja ljudi in tako naprej, toda nekaj pa se ni spremenilo. Namreč, da so samo po predragoceni krvi Jezusa Kristusa lahko odpuščeni naši grehi. 14 leti sem skupaj z našo družino prišel na Tajsko, v Burmo, in 16 sem prišel v Nemčijo. In ko sem prišel v Nemčijo, sem rekel Bogu: Bog, nočem postati pastor. Samo da bi Bog vedel, kaj razmišljam, da nočem postati pastor, da želim le zaslužiti denar, ustanoviti eno lepo družino in živeti eno normalno življenje. Tudi moja mama je več let molila: Bog, ti lahko delaš z mojim sinom, kar hočeš, tudi prosim te, naj ne bo pastor. Tako je moja mama Boga rotila in molila. Tudi Bog je imel za moje življenje drugačen načrt. Opravil sem svetopisemsko šolo, tudi pastor v resnici nisem želel postati. Želel sem le narediti to biblično šolo oziroma teološki seminar, ker sem potem po končanem študiju želel postati poslovnež. In svetopisemsko šolo bi bil potreboval, tudi z njo me je potreboval tudi Bog. Prej ste me vprašali, ali je lahko ali težko biti sin nebeškega državljana. Moram povedati, da resnično ni bilo lahko. Kot otrok pastorja znam zelo veliko svetopisemskih vsebin na pamet in v moji glavi poznam resnico. In tudi vem, kako naj bi se obnašal. V cerkev in na molitvena srečanja sem hodil le zato, ker je bil moj oče pastor. In tako sem se igral z Bogom. Pred ljudmi sem se delal, kot da sem kristjan, v svoji notranjosti pa v resnici nisem bil. Včasih sem tudi pridigal, toda menim, da to ni bilo iz srca. Nazadnje sem šel na kolena in sem rekel: Dragi Bog, postal sem tako utrujen. Zakaj? Rekel sem: živim v 2 svetovih. S teboj se zmeraj igram. Zmeraj moram menjavati maske. In jaz ljubim neiskreno, hinavsko. Bog, jaz končno želim živeti v svobodi. Tako utrujen sem zaradi svoje slabe vesti. K Bogu sem molil in mu govoril: Bog, ljubim te, toda tega ne mislim iz srca. To tako zelo utruja moje življenje. Prosil sem Boga: Bog, vodi me v svobodo. In nekega ponedeljka sem v cerkvi slišal pesem: Tvoja milost mi zadostuje. Pokleknil sem in rekel: Bog, prosim te, podari mi novo milost. Ponovno sprejmi moje življenje. Hočem ti popolnoma zaupati svoje življenje. To je bilo pred 5 leti.
In od takrat hodim z Jezusom in ne živim več v dveh svetovih, z Bogom se več ne igram. Rad bi povedal, da ni bilo lahko imeti tako znanega očeta, ker sem zmeraj moral biti v redu. In to, kar govorim, in s tem, kar počnem, bi rad opogumljal tiste, ki prav tako živijo v takšni nesvobodi, da se naj približajo Bogu in ga prosijo za novo milost. Bog podari mi svobodo življenja. In Jezus Kristus, On je resnica. In kdor ima Jezusa, v resnici živi v svobodi. Amen. Amen. To je pa sedaj bilo zelo močno pričevanje. Hvala. Rad bi te vprašal, omenil si post in molitve in svetopismo. Kaj vse to pomeni za kristjana, da bi v resnici imel to živo Božjo besedo? Denimo, v Svetem pismu lahko preberemo, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Tudi preganjanja in vse drugo, kar kristjani doživljamo v svetu. Vse nam koristi, da bi mogli naprej evangelizirati in izkazovati Božjo ljubezen. V mnogih cerkvah sem govoril, tudi mladim. Včasih se čudim in sem šokiran, da ljudje pojejo pesmi o tem, kako so v Svetem duhu, in zato nikoli ne bodo imeli problemov. Ali če verujemo v Boga, ali če postanemo kristjani, potem ne bomo deležni preganjanj, ne bomo zboleli, imeli bomo veliko denarja in 24 ur na dan bomo le v svetlobi in čudovito nam bo. Torej ne bomo imeli nobenih težav in nobenih problemov. Res sem šokiran zaradi takšnih izjav, ker v Svetem pismu Jezus ni na nobenem mestu govoril, da če bomo verovali vanj, ne bomo imeli nobenih problemov in ne bomo trpeli preganjanj. Temveč On pravi, na tem svetu boste imeli strah in stisko, težave, tudi zboleli boste, ljudje vas bodo preganjali. Toda rekel nam je tudi, da nečesa naj ne pozabimo. Namreč, da je On ta svet premagal po svoji smrti in po svojem vstajenju od mrtvih. In ker Jezus živi, ker je vstal od mrtvih, ker je njegov grob prazen, me to tako zelo srečuje. Saj verujem v živega Boga, ne v Boga, ki je narejen iz kamna ali lesa ali zlata, ki se ne more premikati, ki ne more govoriti, ki ne more videti, temveč v mojega Boga, našega Gospoda, Očeta v nebesih, v Svetega Duha in Jezusa Kristusa. On so živi Bog. In Bog nikoli ni gluh, da nas ne bi mogel slišati kot kak stari mož, da bi uslišal naše molitve. V Svetem pismu piše, da Božja roka ni prekratka, temveč je vseeno, kje se nahajamo, nas njegova roka lahko potegne iz naših težav, reši iz naših grobov ali zapora. Naslednje, o čemer se pogovarjamo, je post in molitev. Mnogi ljudje to delajo, ker mislijo, da to morajo delati. In če to delajo, potem pritiskajo na Boga, ker so denimo molili ali se udeležujejo molitev, pa jim Bog ni odgovoril. Mislijo si, da če molijo, potem bi Bog moral odgovoriti na njihovo molitev. In to je napačno. Mi se postimo in molimo, ker Boga ljubimo, ker iščemo Božjo bližino, ker
izpolnjena naj ne bi bila naša želja, temveč Božje srce naj bo izpolnjeno z našo ljubeznjo. Ker Bog ni avtomat, da bi mi denimo zgoraj van metali denar ali karkoli drugega in bi potem on moral v zameno to in ono za nas storiti. Bog je Bog, on je kralj kraljev, mi smo njegovi otroci. In vse, kar od njega prejemamo, je čista milost. In te milosti si ne moremo z ničemer zaslužiti. Rad bi opogumil tiste ljudi, ki živijo svojo religioznost in si mislijo, da če to in ono storijo, potem mora Bog to in ono za njih storiti. Takšni ljudje naj bi izšli iz takšne napačne pobožnosti, ker Bog išče otroke, ljubljence, najboljše prijatelje. Bog ni naš suženj, tudi mi nismo njegovi sužnji, saj sveti Pavel piše, da po svetem duhu, ki smo ga prijeli, nismo postali sužnji, temveč smo prijeli duha Božjega otroštva. Zelo lepo. Poznaš mlade ljudi v Nemčiji, sedaj nekaj tudi v Sloveniji in na Kitajskem. Ali obstajajo enakosti in razlike, ko gre za vero? Je morda tudi drugje tako, da če ljudje postanejo bogati, da imajo lepe hiše, potem več ne iščejo in ne potrebujejo Boga? Oziroma, če so revni, so bolj odvisni od ljubezni in zaupnosti z Bogom? Vera ni odvisna od situacije, ni odvisna od občutkov, tudi ne od blagostanja. Vera je odločitev. Rekel bi, da so današnji mladi na Kitajskem, v Sloveniji, tudi v Nemčiji, vsi enaki. Vsi iščejo izpolnitev v svojih srcih. Človek je telo, duša in duh. In naše srce mora biti izpolnjeno. Zato mnogi mladi gredo v disko, jemljajo droge, menjujejo partnerje drugega za drugim in iščejo zabavo, veselje, da bi izpolnili svoje srce. Ker tudi mladi so ljudje. Čutijo se tako nezadovoljne, nepopolne, ker njihova srca niso izpolnjena. V prvem poglavju prve Mojzesove knjige piše, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Moža in ženo jo je ustvaril po svoji podobi. Toda ne obstajajo razlike med nami. Čeprav sem jaz Kitajec in vi Slovenci, mi imamo različne barve kože, mentaliteta je drugačna, različne so tradicije in naš zunanji izgled. Toda naša srca se ne razlikujejo. Bog je ustvaril moškega in žensko, različne po zunanjosti in po spolu, toda po srcu jo je ustvaril enaka. In Bog je človeka ustvaril po svojem duhu. Mnogi ljudje poskušajo svoje srce izpolniti z denarjem, z veseljačenjem, s tem, da bi se pokazali in postali znani, ali s tem, da strežejo svojemu telesnemu poželenju. Toda srce je večno, saj je ustvarjeno po Božji podobi. Naše srce je večno, je neomejeno, kot je Bog. In če hočemo naše srce izpolnjevati z materialnimi dobrinami, potem nikoli ne bo izpolnjeno. Ker srce mora biti izpolnjeno le z večnimi, neminljivimi stvarmi.
In naše srce je lahko izpolnjeno le z Božjo besedo, z našim živim odnosom z Bogom. Zato bi rad opogumil tudi mlade v Sloveniji in jim povedal, da če ne živijo z Bogom, potem bodo vse življenje v svojem srcu nosili praznino, luknjo, ki bo ostala neizpolnjena. Če pa bodo svoje srce odprli vsemogočnemu Bogu in njegovemu svetemu duhu, potem bo prišel v njihova srca in njihova srca bodo v resnici izpolnjena. Vemo, čemu živimo, kam gremo. Zavedamo se, da smo tu le gostje, le popotniki, tujci na tem svetu. Ko bo minilo 80, 90, 100 let, bomo ta svet zapustili in bomo odšli tja, kamor v resnici spadamo. To je k našemu nebeškemu Očetu. Mi tudi nikoli ne smemo dvigniti rok, odnehati, obupati. Opazujem, kako so mnogi kristjani doživeli prenovo po Svetem Duhu in živijo novo življenje. In tako živijo morda 3, 5 ali 10 let, potem morda nastopijo zanje kakšne življenjske težave in začnejo popuščati oziroma ne živijo več tako goreče. Njihova molitev ni več tako goreča, postanejo utrujeni. Toda menim, da nikoli ne smemo odnehati. To je pravilno. Biti kristjan ali biti Božji otrok pomeni nikoli dvigniti rok, nikoli odnehati. V knjigi Razodetja, zadnji knjigi Svetega pisma, piše Jezus 7 cerkvam: kdor bo vztrajal do konca, ta bo deležen resničnega življenja. Nekateri ljudje so šli skupaj z Bogom morda 20% svoje poti, nekateri 50%, nekateri 70%. Verjeli so v Boga in z njim imeli mnoga leta čudovite izkušnje. In potem so nastopile težave in svojo vero so zapustili. Tisti ogenj v njih več ne gori. Mi kot Božji otroci ne bi nikoli smeli narediti tako, ampak bi naj zmeraj sledili Jezusu. Jezus je govoril o široki cesti, ki je gladka, po kateri je lahko hoditi, na kateri ni veliko problemov. Toda ta pot vodi v pogubo. Jezus nam je dejal, naj si prizadevamo iti po ozki poti, po kamniti poti. Rekel je, da bodo nastopili tudi mnogi problemi in preizkušnje in izzivi, toda ta pot pelje v življenje. To pot je pred nami šel Jezus Kristus in On tudi gre z nami. Jezus je rekel, da je hudič prišel, da bi lagal, ubijal, uničeval. Vse, kar je pripravil hudič na tem svetu, pelje k temu cilju, k uničenju. In Satan je tat. Toda on ni normalen tat, temveč on pride in vzame tisto, kar ima človek najdragocenejšega. In kaj je najdragocenejše za človeka? Hiša, avto ali računalnik ali kaj drugega? Ne. Najdragocenejše, kar mora človek posedati, je vera v živega Boga, Jezusa Kristusa. To je naše zaupanje v Boga. V svojem življenju lahko vse izgubim, toda če izgubim svojo vero, če nimam več zaupanja v Boga, potem v resnici nimam absolutno ničesar več. In prav zato bi rad ljudi opogumil. Pazite na svoje srca in vlagajte vse moči v to, da vam vaše vere, vaše ljubezni do Boga hudič ne ukrade. Hudič je tudi zelo pameten, inteligenten in nikoli se ne pokaže v svoji lastni podobi. Tako rekoč zmeraj ponuja lepe stvari, denimo po
New Ageu ali po različnih filozofijah ali po zdravljenjih, ki se ne zgodijo po Svetem Duhu. Kaj meniš o tej poti? Je namreč zelo popularna. Tako po mnogih časopisih ali po televiziji obstajajo tovrstni programi, ki jo propagirajo. Kaj meniš o tem? Na Kitajskem so kristjani preganjani, pa tudi v mnogih drugih deželah sveta, ker verujejo v Boga. Vsakih 5 minut umre kristjan zaradi svoje vere. Preganjanje se dogaja že od apostola Štefana, ki so ga kamnali in se vse do danes ni končalo. In to je to, kar poskuša Satan pri kristjanih v tretjem svetu, da bi jim odvzel vero. Satan pa s svojimi metodami preizkuša tudi kristjane v zahodnem svetu, v Ameriki, da bi jim odvzel vero. In to s skušnjavami. Eno so torej preganjanja, drugo pa so skušnjave. Če Satan nekemu človeku ne uspe z nasiljem, z bolečinami, s pritiski odvzeti vere, potem poskuša z blažjim načinom. Približa se z denarjem, z lepimi ženskami, z udobnim življenjem, z lepo zvenečimi filozofijami in poskuša pri človeku na tak način doseči isti cilj, namreč odvzeti mu vero. Apostol Pavel piše, da Bogu ugaja po nespametnosti evangelija človeku dati rešitev. In veliko je ljudi, ki poskušajo z lepimi, zvenečimi besedami ljudi zapeljati. Toda evangelij naglaša: Bog je tako ljubil ljudi na svetu, da je dal svojega edinorojenega sina. In ta sin, Jezus Kristus, je prišel na ta svet, ne zato, da bi ljudje praznovali božični praznik, tudi ne zato, da bi ljudje imeli novo religijo ali novo filozofijo, temveč je prišel, da bi ljudi osvobodil. In po kakšnih poteh? On je šel na križ in je umrl za ljudi. In to mnogim ljudem zveni nespametno. Za mnoge ljudi nerazumljivo, nelepo, neprijetno. Toda ravno to je evangelij. Jezus Kristus je umrl na križu, da bi ljudje po njegovi smrti mogli doseči odpuščanje svojih grehov. In ta Jezus ni le umrl za nas, temveč je tudi vstal od mrtvih. In če zares verujemo, potem imamo to živo upanje. In on bo spet prišel in nas odpeljal domov, v nebesa namreč, kamor v resnici spadamo. Hvala. Sedaj bi te prosil še za molitev, morda za naše mlade v Sloveniji, oziroma kar bi ti sam želel. Imamo še nekaj minut. Nebeški Oče, ki si v nebesih, zahvaljujemo se ti, da si nam poslal svojega Sina Jezusa Kristusa na ta svet, za vse ljudi, za vse narode. Vsakdo, ki veruje v Jezusa Kristusa, ne bo pogubljen, temveč bo deležen večnega življenja. Oče, molim posebej za mlade te dežele Slovenije, da mlade pritegneš k sebi, da jim pošlješ pogumne ljudi, da bi mladi doživeli resnično izpolnitev in da bi dojeli, da pomeni resnično življenje živeti notranje življenje s teboj. Sveti Duh, prosim te, da blagosloviš tudi cerkve v tej deželi, njihove vernike, da bi duhovniki, pastorji, župniki imeli pogum oznanjati resnico evangelija
in da ne bi izbirali širokih, prijetnih poti, temveč kamnite, in da bi ljudem oznanjali resnični evangelij in ljudi vodili k resnični svobodi, ki je sam Jezus Kristus. Oče, želim te tudi prositi, da blagosloviš tudi to oddajo in televizijo Exodus na vseh področjih, da jim daš, kar potrebujejo, da bi po tej oddaji bilo pogumljenih mnogo ljudi in da bi mogli najti pot k tebi. To prosimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Amen. Najlepša hvala za ohrabritev, za opogumljanje in upam, da se bomo še videli v tem studiu in tudi v Sloveniji. Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo vse, par kratkih vprašanj. Verjamem, da ste opogumljeni in da bomo lahko zaživeli v novi moči Svetega pisma, iskrene molitve in poslušanja Božjega glasu. Ostanite z nami še naprej. Hvala.